srečno lego. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med rudarji. V tokratni oddaji bomo predstavili rudarsko učno pot v Zagorju. Z nami pa bo rudarski inženir Franci Brinovec. Pa predlagam, da kar začnemo. Franci, kakšne so tvoje, glede na to, da se poznava že dolga leta, se bova tikala, se strinjaš? Ja. Kakšne so tvoje rudarske korenine? Je bil kdo od tvojih prednikov prav tako rudar? Ja, prihajam iz rudarske delavske družine. Moj oče je bil rudar od leta 1952 do 1970 je delal v rudniku Zagorje. Kasneje pa je moral zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi slabega vida zapustiti jamo in je potem nadaljeval pot v drugih podjetjih. Tudi mati moja je delala v Energoinvest Varnost do upokojitve leta 1990 in sicer pri izdelavi naglavnih jamskih svetilk. Starejši brat Alojz je prav tako delal pri rudniku kot rudar in električar. Prav tako pa tudi moj stari oče Jože Mars je delal pri izredno zahtevnih rudarskih delih v jami Kotredež, zlasti pri sanaciji zruškov. Torej bi bilo čisto nekako normalno, da ste se tudi vi odločili za rudarski poklic. Čeprav nekateri starši so otrokom dejali, pojdi v kakšen drugi poklic, da ti ne bo tako težko kot je meni. Ja, res je. Jaz sem se odločil za poklic rudarja, bi rekel, takrat leta 1981, ko je rudnik Zagorje po zalitju jame se je kazal nekakšen razcvet ponovno in proizvodne in delavcev, zaposlenih. Sem videl neko, bi rekel, hitro zaposlitev, obenem me je pa tudi starša sta me spodbujala oziroma sta imela želje, da čim prej pridem do lastnega kruha. Šolanje vam je kar precej dobro šlo. Kako pa se je bilo soočiti z jamo? Ja, moram reči, da tudi z jamo sem se kar dobro spoprijel kasneje. Bilo je naporno, v začetku sploh, ampak z trudom, z voljo, z energijo se da preživeti vse. Skozi kakšna dela ste pa šli oziroma si šel, ko si zaključil šolanje? Ja, po rudarski tehnični šoli 1986 sem se zaposlil na rudniku Zagorje. Opravljal sem vsa tehnološka dela kot rudar, kasneje naredil tudi izpit za strelca, jamskega strelca in jamskega nadzornika. Opravljal vse te delovne faze na odkopu, pripravi in vzdrževanju in potem leta 1989 tudi opravil strokovni izpit za nadzornika. Delo nadzornika v jami Kotredež je bilo zahtevno delo, opravka je bilo z ljudmi, z nevarnostmi. Jama Kotredež je bila izredno globoka jama. Naj povem, da je bila jama Kotredež najgloblja jama med premogovniki v Sloveniji in v Evropi, da smo zadnje tone odkopavali na kvoti 261 metrov pod morsko gladino, to je približno 530 metrov globoko, da so bile izredno težke montangeološke razmere, veliko vode in naporno, ja. Si se kdaj soočil s kakšno hujšo rudarsko nesrečo? Je kakšen komrad izgubil življenje? Ja, tudi brez tega ni šlo. Bi rekel, rudarski poklic spremljajo tudi rudarske nesreče, lažje, težje. Prišlo je tudi do ene težje smrtne nesreče, s katero sem se soočil, ne na našem delovišču, ampak na delovišču tujih izvajalcev na polju B, kjer je ta, bi rekel, odkopna mašina, stroj F6A pač
razrezala rudarja. No, to pa je verjetno tisto najtežje, kar se lahko zgodi, izgubiti komarata. Ja, to je res, to so pač te stresni trenutki, vendar življenje gre naprej, delo v rudniku je nevarno, tako da Se je treba s tem soočiti. in sprijazniti. Ne. Potem se je pa že kmalu začelo govoriti tudi o zapiranju rudnika Zagorje. Kako je to bilo sprejeto med rudarji? Ja, to je bilo precej stresno. Leta 1994 je takratna Republika Slovenija sprejela zakon o postopnem zapiranju rudnika Zagorje, Kanižarica in Senovo. To so bili pač v tistem obsegu manjši rudniki, ter da ostane oziroma nadaljuje s proizvodnjo samo rudnik Trbovlje-Hrastnik. Leta 1995, takrat je bilo na rudniku Zagorje zaposlenih še 480 ljudi, precej, tako da je bila ta program zapiranja, katerega je sprejela država, in tudi v bistvu strokovno zapreti jamo Kotredež in jamo Dole, potem izvesti kadrovsko-socialni program ter sanirati površino oziroma rekultivirati površino po teh rudarskih delih, po tej 250-letnem izkopavanju iz premoga iz nedrja Zagorja. No in če se ne motim, si se tudi zadnjič peljal, bil med tistimi rudarji, ki so se zadnjič peljali iz nedrij zemlje na površje. Se še spomniš tistega dne? Ja, res je. To je bilo v juniju leta 2000, ko smo zapirali 6. obzor jame Kotredež, ko smo izdelovali betonske čepe za ločevanje tople od hladne vode, potem te triadne čiste vode od umazane etažne vode, ko smo ustavili zadnjo črpalko v 6. obzorju, ki je črpala vodo 360 metrov visoko, in se zadnjič peljali po jašku Vine, je bilo stresno. Tiste zadnje trenutke, ko smo se peljali s šalo, se je pojavilo, dejali so tako rudarji, sedaj je konec rudnika in Knapovšne v Zagorju. In res je tako, ne? Ja. No, seveda se pa vaše delo na rudnikih ni končalo, ker nekaj ste jih še v svoji poklicni karieri obiskal, no, še nekaj si jih obiskal v svoji poklicni karieri in vmes se pa tudi došolal, postal si rudarski inženir. Ja, leta 1999 sem se vpisal v Velenje v višješolski strokovni program in leta 2002 zaključil tudi to šolanje ter si pridobil naziv inženir rudarstva in geotehnologije. Kakšna dela si pa opravljal vse do zaključka poklicne poti na rudnikih? Po letu 2004 sem se, ko je bila pač končana zapiralna dela v Zagorju, sem se zaposlil v rudniku Trbovlje-Hrastnik, kjer sem na oddelku prodaje storitev nadaljeval s svojo poklicno potjo. Opravljal sem delo poslovodja in sicer na zunanjih gradbiščih, pri zapiranju rudnika Žirovski vrh, potem v rudniku Idrija, sanacija muzeja, jamskega dela muzeja, potem izdelava črpališča, v jašku Borba montaža novega dvigala, potem delali smo na avtocestnem programu, tudi tunelogradnji, predor Šentvid, raziskovalno vrtanje in pa kasneje tudi v Hudi jami, kjer sem od leta 2008 do 2011 upravljal tudi ta dela, bi rekel, pri izkopu teh posmrtnih ostankov v Hudi jami,
kjer so bili tudi moji zadnji delavniki na rudniku, in sicer leta 2011 v juniju, kjer smo izvedli prekop teh posmrtnih ostankov iz jaška 1 v Kosnico. Verjetno tako, kot se je težko soočiti s smrtjo komarata, je bil verjetno tudi pogled na tista trupla tam v Barbarinem rovu zelo žalosten. Ja, vsekakor, vendar to je bila pač služba, mi smo morali sprejemati dejstva takšna, kot so, opravljali smo svoja dela, mislim, da vestno in pa dobro. No, seveda pa potem, ko se je tvoje rudarsko delo končalo, nisi kar pozabil na rudarstvo, zelo aktiven si pri društvu RMED Srečno Zagorje, med ustanovnimi člani si, v upravnem odboru društva si in društvo prav v teh dneh oziroma v kratkem bo praznovalo 5. obletnico delovanja. Nekdo bi dejal, lahko pozno se je začelo, ampak toliko bolj aktivno. Ja, res je, tudi v društvo RMED Srečno Zagorje, to se pravi, katerega smo ustanovili leta 2013 v oktobru, 17. oktobra, na pobudo uniformiranih rudarjev in pa starejših inženirjev, se je ustanovilo to društvo z namenom, da ohranjamo to rudarsko tradicijo, da jo prenašamo na mlajše rodove. V društvu, kot sem že povedal, sem tudi starešina rudarske čete. In koliko je zdaj približno članov društva, pa kdo se sploh lahko člani? Ja, članov društva je že 210 članov. Imam zelo močno reševalno četo, sedaj že 38 članov v reševalni četi. V društvo se lahko včlani vsaka oseba, tudi mladoletni, tako da pristojna letna članarina 5 evrov in za mladoletne otroke pa brezplačno. Kaj vse društvo dela, si bodo lahko že čez dober mesec Zagorjani pa tudi vsi ostali lahko prebrali v brošuri, ki je zdaj v izdelavi. Med pomembnimi dejavnosti društva je pa tudi ohranitev spomin na nekatera rudarska obeležja in to je rudarska učna pot, po kateri se bova midva v naslednji uri sprehodila. In kam me boš najprej peljal? Ja, ta rudarska učna pot, naj povem prvo, da smo letos izvedli že tretji pohod po teh naših rudarskih učni poti, to so pomniki rudarskih obeležij. Prvo bomo šli na Orlek. Ja. No, in da je ta pot zaživela, je seveda veliko odvisno od članov društva, od samega društva. Precej je pa pomagala tudi občina Zagorja. Ja, občina Zagorja in župan nam dejansko stojita ob strani, pomagajo finančno, nam pomagajo pri izvedbi teh prireditev, pri učnih delavnicah za otroke, potem proslavi dneva rudarjev in pa praznovanju Svete Barbare. No, preden se odpraviva na Orlek, je pa prav, da poveva, da tale uvodni del oddaje snemava v res prekrasnem Europarku. Tudi tu pa je na nek način povezan tudi, da je tako lepo tudi tvoj sorodnik, nekdanji član skupine Orlek, kaj ne? Ja, to je Miran Mars, ki je praktično v Jamomirnici izrisal vse te ribnike oziroma to ureditev tega Europarka, kjer danes vidimo tudi te rekreativne površine. To se je pač izvajalo v sklopu sanacije rudnika Zagorja, sanacije zapiranja oziroma urejanja površine. Seveda je pa to na Ruardiju, o tem bova pa potem tudi v nadaljevanju kaj več povedala. Ja. Franci, zdaj pa smo pred vhodom v jamo Orlek. Kaj lahko o tej jami poveš?
Ja, najprej bi povedal še to, da na področju rudnika Zagorje je delovalo več jam, od jame Šemnik, jama Kisovec, jama Loke, jama Kotredež, jama Dole, Podstrana in pa jama Orlek. Jama Orlek, stojimo pred hodom rova Orlek rov. Ta jama je bila plitva jama, bil je zelo kakovosten premog, vendar tu je bil problem prav zaradi te plitvosti in prepihovanja. Tu so bili veliki jamski ognji, požari, ker je prepihovalo oziroma zaradi oksidacije in pa prepihovanja je prišlo do večjih jamskih ognjev. Tako da ta jama je delovala do leta 1961, ko je zaradi tega požara v jami se ta jama tudi zaprla. Naj povem, da je bila jama odprta z jaškom v ozadju, transport premoga pa se je vršil po Orlek rovu, ki ga vidite v mojem ozadju, po tirih čez potok Kotredeščica in po desni strani struge Kotredeščica do jaška Potoške vasi, kjer se je premog transportiral na nivo Kotredeškega rova in potem po Kotredeškem rovu na površino oziroma na separacijo. Če bi se midva zdaj spustila v ta rov, bi bilo še varno? Je to sploh dovoljeno? Ja, dovoljeno ni. Dovoljeno ni, ker je to pač jamski objekt, je pa smo ga kot izkušeni rudarji in pa inženirji pred 2 leti pregledali. Rov je zelo dobro ohranjen, prehoden 280 metrov do jaška, tam je betonska zadelka. Naj povem, da pred 20 leti so tu v tem rovu, potem ko je bil že praktično jama zaprta, so gojili šampinjone, gobe, tako da police pa grelci in pa to je še vedno na mestu. Kam gremo pa zdaj? Ja, sedaj gremo pa na naslednjo točko, to je pa, si bomo ogledali strugo potoka Kotredeščica. Zdaj smo pa že nekako nad potokom Kotredeščica, ki pa je kar precej zanimiv, ima zanimivo zgodovino. Nam lahko malce več o tem poveš? Ja, potok Kotredeščica se nahaja nad jamo Kotredež, in ta potok je bil večkrat predelan oziroma zaščiten, prvo z lesenim koritom, da ta voda ni pronicala oziroma tekla v jamo. Kasneje se je pa tudi ta potok, so namestili ta gumijasto korito, katero je v delu predela tega potoka še danes. Mimo ribnikov pa se je v sklopu zapiranja od leta 1995 naprej pa so se izdelale lesene kaskade, da se je pač ta vodotok uredil v skladu z projektom rudarskim. In kam gremo zdaj? Sedaj gremo pa na naslednjo točko, gremo na Ruardi. Sva že na novi točki, kjer se ponavadi pohodniki tudi ustavite. Je zdaj to takšno rekreacijsko področje postalo. Včasih smo pa to rekli kar z eno besedo Ruardi. Kaj pa pravzaprav pomeni ta beseda Ruardi? Beseda Ruardi izhaja iz imena Ruard. Ruard, to je bil eden od prvih lastnikov rudnika Zagorje. Drugače se je pa tu je bilo verjetno področje, da se je nasipavalo tisto, kar je odstalo od premoga oziroma od izkopavanj. Ja, to je bilo jalovišče, jalovišče Ruardi. Premog, ki se je pripeljal iz jame, se je separiral in ta odvečna jalovina, kamenje, se je transportiralo potem z kamioni na to jalovišče Ruardi. Tu je imela tudi komunala svojo deponijo gradbenih odpadkov. Tudi zaradi rudarskih
del je potem leta 1987, 18. februarja prišlo do tega velikega plazu Roardi, posledica katerega je bilo, da se je pač porušila tovarna Lisca in pa 7 oziroma 8 hiš privatnih. Od tistega časa potem se ni verjetno ta jalovina več vozila na to področje, ali pač? Ne, tu se ni več odlagalo ta material, že takrat se je pristopilo k delni sanaciji tega področja. Kasneje, po letu 1995, v sklopu zapiranja, pa se je ta področje tudi dokončno uredilo. Kot vidite, sedaj so to rekreativne površine, zelo dobro obiskane za mlade in starejše pohodnike. V ozadju pa vidite tudi letališče, ki je tudi nastalo v sklopu, ki je tudi bilo v osnovi rudarskega projekta. Podlage so bile za izdelavo in se vršijo danes tudi panoramski izleti. Tu, kjer pa midva stojiva, bi bilo pa kar v nedrjih zemlje kar precej rovov, kaj ne? In premog. Ja, seveda, tu je bilo, to se pravi, tu za nami se nahaja v bistvu glavno rudišče premoga jame Kotredež, tu nad Cilenco, in pa ta področje Roardija. Naj povem, da se je tu odkopavalo premog tudi v tem zadnjem obdobju, zelo globoko, to se pravi 530 in 40 metrov globoko. In zdaj, če govoriva o samem kvalitetu premoga, prej si dejal, da v jami Orlek je bil zelo kvaliteten premog, kaj pa tu? Ja, tudi tu je bil zelo kvaliteten premog. Mi smo premog, to se pravi, ugotavljali, merili kvaliteto po kalorični vrednosti. Zagorje je na splošno bilo, premog je bil zelo kaloričen, kvaliteten, tako da si iz majhnega kosa premoga je prišlo razmeroma veliko toplote. No, dejal si iz majhnega kosa, včasih smo pa, ali pa so naši očetje, knapje, domov prinesli tudi kak večji kos, štuk, recimo, da so ga izmaknili. Tisti bil pa dober za čez noč, ne? In je zjutraj še kar zdržal. Ja, verjetno, da je bil to, da so bile tisti štuki večji, da jih je bilo treba razlomiti, da si ga spravil v kiperbuš, po domač povedan, v peč, in ja, bila je velika kalorična vrednost, tako da so plate na štedilnikih marsikdaj žarele. Franci, zdaj sicer vem, kako se temu področju reče, ampak čisto prepričan pa nisem. Je to vinski hrib? Ja, to je Vine, vas Vine, tudi Vine rov in pa strojnica Vine, ki se nahajata neposredno pod nami, imajo isto ime. Naj povem, da tu v ozadju smo leta 1999 izdelali vrtino 110 metrov globoko v stolp jaška Vine, predvsem za zračenje je bila namenjena ta vrtina, za zračenje ob zapiranju jame Kotredež. Kasneje, prvo je bil ta vinski rov namenjen da bo po rudarskem projektu, da bo služil kot muzejske namene in pa strojnica, vendar kasneje je prišlo do odločitve strani nadzornega odbora in pa občine, da se ta rov tudi zapre in strojnica. In zasipaval se pa je potem preko te vrtine? Ja, res je. Preko te vrtine smo potem z gramozom granulacije od 16 do 32 milimetrov zasipavali strojnico Vine in pa oblomne proge z peskom, pripeljanim iz kamnoloma Borovnik.
No, dejal si, da je bila tam velika, količinsko zelo strojnica, zelo obširna, da bi res bilo lahko tam, ne vem, poroke, kakšne prireditve. Je bilo res to tako veliko? Ja, gabariti strojnice so bili kar veliki, tam 20 metrov krat 15 metrov in pa tudi izredno velike višine. Tako da, ja, velika strojnica je bila. Zakaj pa je še pomembno to področje? Tu, če se ne motim, je vozila tudi žičnica, ali kako ste rekli, rudarji? Ja, tu na ta področje je vozila tudi žičnica, in sicer pesek, gramos iz kamnoloma Borovnik, rudarji smo rekli cajne, ne, po domače. Tu se je pripeljal pesek do tega portala, do tega platoja, kjer je bila izsipna postaja, in potem se je s pomočjo vode, ki se je črpala iz potoka Medija, se je potem ta pesek spuščalo z vodo v jamske prostore za zasip teh odprtih jamskih prostorov, kjer se je izkopal premog. No, smo še pri enem pomembnem pomniku rudarskim rodovom, pri tem Kopitarjevem spomeniku. Verjetno je kar veliko za povedati o njem. Kako je sploh prišlo do postavitve? Ja, ena od teh naših točk rudarske učne, pohodne in učne poti je tudi ta spomenik rudarskim rodovom, katerega je izdelal naš rojak Franc Kopitar 1980, predvsem na pobudo takratnega gospoda Andreja Radeja, in prikazuje rudarske rodove od leta 1755, ko je bilo začetek rudarjenja v Zagorju. No, tu se ponavadi tudi začnejo prireditve ob Barbarijinem praznikom, ne? Ja, 4. decembra imamo vsako leto tradicionalno prireditev ob Sveti Barbari na tem prostoru, na tem mestu pred spomenikom. To je neka slavnostna govor, nato pa potem v povorki z godbo, z loškim glasom in pa z uniformiranimi rudarji gremo v kulturni center Delavski dom, kjer imamo potem še druženje ob Sveti Barbari. Zdaj se pa nahajamo že pred naslednjim rovom, nekaj več besed o njem. Ja, nahajamo se pred glavnim skladiščem razstreliva. Naj povem, da je pač to skladišče bilo skladišče razstreliva za vse rudnike v Zasavju. Še takrat v sklopu, ko so bili rudniki povezani v eno podjetje, Rudniki rjavega premoga Slovenije, naj povem, da se je za vse rudnike razstrelivo in vžigalniki iz Avstrije, iz Nemčije, iz Bosne, Goražde, iz Češke pripeljalo v to skladišče in od tu naprej potem transportirala po različnih rudnikih. Ta skladišče razstreliva je pač odprto še danes, to je v samonosilni hribini, brez podgrajevanja, odprto je cirka 250 do 300 metrov, zraven se nahaja pa še skladišče goriv in pa maziv, katero je služilo za skladiščenje te goriva. Naj povem, da glavno skladišče razstreliva je bilo izdelano že med drugo svetovno vojno, da so ga v času okupacije, da so ga izdelovali Nemci, ko so tudi zavzeli rudnik upravljanja v Zagorju in so hoteli povezati rudnik Zagorje z rudnikom Trbovlje. Izdelan je bil cirka 400-500 metrov naprej, vendar se je kasneje potem opustilo.
Kaj pa bi se lahko tu postorilo tudi iz turističnega vidika? Kakšna je želja RMED Srečno Zagorje? Ja, vizija našega društva je, da bi se prav tu v centru Zagorja, kjer so nam dane te naravne danosti, da bi se pač izdelal ta podzemni muzej, pravi podzemni muzej, da bi se te dva rova, oljni rov in pa skladišče razstreliva, da bi se povezala med sabo, naredili galerije in iz tega bi potem in širili tudi rudarsko dejavnost, postavitvo raznih rudarskih eksponatov in bi s tem obogatili našo turistično dejavnost. Po mojem je na mestu tu moje naslednje vprašanje, je teh rudarskih eksponatov še dovolj? Zdaj v zagorskih rudnikih jih ni več, so zasuti. Ja, v zagorskih rudnikih jih ni, ampak imamo še nekaj teh rudarskih strojev, pridobivalnih strojev in pa vrtalnih strojev imamo še, tako da bi se dalo tudi to opremiti. Franci, verjetno se je pa skozi ta rov šlo največ rudarjev v vsej zgodovini rudarstva v Zagorju. Ja, verjetno res, kajti ta rov, Aleksandrov rov, je bil glavni izvozni rov za jamo Kotredež, za transport premoga in za rudarje. Vse do leta 1952 je šla vsa proizvodnja skozi ta rov na separacijo. Žal je tudi ta rov zasut, ampak je pa prenovljen, vsaj ta zunanji del. Ja, res je, naše društvo se je zavzemalo in se zavzema za ohranitev oziroma za obnovitev teh rudniških portalov. Tako smo tudi lansko leto z podporo občine Zagorje obnovili portal Aleksandrovega rova in ga tudi odpremili za informacijsko tablo. Letos smo nadaljevali s svojim delom, kjer smo namestili tudi kip Svete Barbare v kamrico v Aleksandrovem rovu in jo vrnili nazaj na tisto mesto, kjer je nekoč bila. Zdaj pa jaz predlagam, da greva pred tistolo zadaj je informativno tablo, pa da še tam kaj poveš. Ja, lahko. Nahajamo se pred informacijsko tablo jame Kotredež oziroma Aleksandrovega rova. Tu imamo prikaz celotne te naše rudarske pohodne in učne poti, katera vsebuje 21 teh informacijskih točk oziroma rudarskih pomnikov. Celotna pot od Europarka preko Vine do Toplic, preko Vehemini do muzeja v Zagorju je pot dolga dobrih 10 kilometrov. Tu imamo v ozadju prikaz izvoznega stolpa Kotredeškega jaška na šohtu, ki je transportiral ta premog iz jame Kotredež in pa rudarje. Sledi slika, znamenita slika, konec stavke leta 1934, ko je bila v Zagorju se začela gladovna stavka, ki je trajala 72 ur, 3 dni in slika, ko so rudarji prihajali iz jame. Tu imamo še prikaz čiščenja vozičkov, kako so ženske opravljale tudi dela na separaciji in pa rudarsko naselje Toplice z objektom Poduro, katero se danes tudi na tržnici v Zagorju ima tudi ime po tem objektu Poduro. To je pa še ena prostorska tridimenzionalna karta jame Kotredež, ki prikazuje vsa ta polja, kako so se vrstila od polja A, B, C, G, H do Orleške vijuge. Zadaj za tabo je Vašhava, rudarska kopalnica.
tu si bil pa verjetno kar vsak dan, kaj? Ja, res, ta kopalnica v to kopalnico si prvo prišel na šiht, po domač povedan, to se pravi, razdeljena je bila v belo in pa črno kopalnico. Ko si prišel v službo, si šel prvo v belo kopalnico, kjer si se spreoblekel, civilna oblačila, jih dvignil z verigo in potem šel v črno kopalnico, kjer si se nadel delovna oziroma šihtna oblačila. Po končani izmeni, po končanem delavniku je bil vrstni red obraten. Prvo si šel v črno kopalnico, si slekal ta delovna oblačila, se šel skopat in potem v belo kopalnico, kjer si imel civilna oblačila. Res je, da se je velikokrat naredilo, da naslednji dan, ko si prišel v službo na šiht, si imel oblačila oziroma hlače in majice še mokre od prejšnjega dne. Zato so bili tu v tej kopalnici črni tudi veliki ventilatorji, grelci, ki so greli ta oblačila. Naj povem, da je bila jama Kotredež izredno mokra in so bili pogoji izredno težki. No, če si bil pa kaj lačen, je pa tam zadaj za mano bila pa rudarska menza. Ja, tam čez cesto je bila pač rudarska menza. Naj povem, da tudi učenci, ko smo imeli delovišča v rudarski šoli v Zagorju, v jami Dole, smo imeli tudi malico v tej rudarski menzi. Sicer pa so tu imeli malico predvsem delavci, ki so izvajali dela na separaciji pri prebiranju premoga in pa transportiranju. No, spodaj pod nama v globinah ni samo premog, verjetno ga je še nekaj ostalo, ampak je tudi topla voda. Mislim, da ima prek 20 stopinj. Bi se dalo to kdaj mogoče kasneje uporabiti za kakšen bazen, za kopanje? Ja, mogoče res. Naj povem, da v preteklosti, da se tudi toplice imenujejo po toplice, da imajo svoje ime, so dobile po izviru dveh toplih vrelcev, ki sta bila na tem področju, da so takrat ženske prale perilo in oblačila z to toplo vodo. Kasneje se je ta voda je šla z odkopavanjem premoga, je šla v jamo. Vendar pa smo to potem pri zapiranju zajezili in pripeljali to toplo vodo, bi rekel, pod površino, z namenom, da to vodo se uporablja v različne termalne namene. Ena od teh je tudi predvidena izdelava bazena v toplicah, kjer se naj bi uporabljala ta voda. Upajmo, da kdaj. Ja, seveda. Iz tega rova, vinskega rova, je pa leta 1996 so prišle zadnje tone premoga, kaj ne? Ja, to se pravi do končani proizvodnji leta 1996 so res tu pripeljali smo zadnje tone premoga iz Zagorja. To je ta vinski rov in pa strojnica Vine, ki so služila za transport premoga, za transport rudarjev in pa kot vstopni zračni tok v jamo Kotredež. Naj povem, da jama Kotredež je bila izredno velika jama, globoka jama, kot sem že prej omenil, 262 podmorsko gladino, raztegena, zato se je metanska jama, izredno velike količine metana, zato je bilo potrebno pripeljati v jamo izredno velike količine zraka, svežega zraka in pa potem v Potoški vasi, kjer je bil glavni izstopni zračni tok, je bil ventilator, da je ta zrak izsesaval iz jame. In takrat, ko se je nehal pridobivati premog, se je želel ta vinski rov nekako tudi ohraniti kot muzej. Zakaj do tega ni prišlo? Ja, prvotno je bil rudarski projekt narejen, da se Vine jašek zasuje
z peskom, da se uredi piezometer, za ugotavljanje in merjanje nivoja vode vojaško, sam vinski rov v ozadju in pa ta velika strojnica z dovozišči pa je bila namenjena muzeju, različnim drugim dejavnostim, da se to ohrani, vendar je kasneje prišlo do odločitve strani nadzornega sveta in pa občine ter vodstvo rudnika, da se ta rov tudi likvidira. Tako da smo potem v letu 2004 v decembru končali z zasipavanjem tega rova, uredili drenažo in zavedno zasuli oziroma zaprli vhod v zagorsko podzemlje. Lahko rečem samo škoda. Ja, res je. Franci, če sva se zdaj nekako sprehajala skozi področja, kjer je bil rudnik Kotredež, sva zdaj na drugi strani Medije. Ja, res je. Nahajamo se pred portalom Podstranskih rovov. Naj povem, da je tu za mano delovala jama Podstrana vse do leta 1956. Ta področje se je odkopavalo z prečnimi odkopi širine 10 do 15 metrov, imenovane opave. Tu se je pridobilo, v vsem tem obdobju se je pridobilo čez 1 milijon ton premoga. Samo odkopavanje se je vršilo 26 etaž nad tem osnovnim nivojem in pa 17 etaž pod tem trenutnim nivojem, kjer se sedaj nahajamo. Zakaj se je pa potem prenehalo tu pridobivati premog? Verjetno ga je še kar precej. Ja, tu je še premog, vendar je prišlo leta 1956 do vdora vode iz triadnega masiva. Pri vrtanju za nadkopno razstreljevanje je prišlo do vdora vode in v takratnem času tudi ni bilo ustreznih črpalk, zato so pridobivanje premoga v tej jami opustili. In se potem to vse zaprlo. Kaj pa z vodo v takih primerih? Kaj to steče? Ja, to verjetno voda je odtekla v globine, tako da jama se je enostavno zaprla. Sočasno, kot so rasli rudniki, se razvijali rudniki, so rasla tudi rudarska naselja v Zagorju, Toplica, Okrogarjeva, Kolonija. No, tu smo pa na naselju na Šahtu v Kisovcu pred pečjo, kjer je bila včasih dolga vrsta, pa dišalo je. Ja, po pripovedovanju starejših so bile tu kar precejšnje kolone včasih. To se pravi, v teh rudarskih naseljih, tu v Kisovcu, na Šahtu, vidimo v ozadju tudi to krušno peč, na kateri je tudi tabla z posameznimi dnevi, na katere so se ženske predčasno vpisovale, kdaj bo katera pekla kruh. To so bile te krušne peči, namenjene za celo naselje. Tu pred nami pa vidimo tudi internat, samski dom, ki je bil v glavnem namenjen za učence, ki so prihajali iz Bosne, za bivanje in pa potem tudi šolanje in potem za nadaljnje za delo v rudniku. In tisti, ki si ogledajo to rudarsko učno pot, se ustavijo tudi pri tej krušni peči in se zgodi, da so včasih tudi kaj postreženi, kaj? Ja, letos na tej naši prireditvi oziroma tem pohodu te naše rudarske učne poti so nas domačini tu na Šahtu. Pobudnik tega je bil Grošelj Jože, pričakali in nas tudi postregli z domačimi dobrotami, z svežim kruhom, ki je bil spečen prejšnji dan v tej
krušni peči in pa prisostvoval je tudi Nande Ocvirk. Če se pa ne motim, gremo pa zdaj pred Rudarski muzej na Lokah v Kisovcu, Rudarski muzej Zagorja. Ja, sedaj bomo se spustili po hribu navzdol in to našo rudarsko pot zaključili pri muzeju. No, zdaj smo pa res pred Rudarskim muzejem, velika pridobitev za vse rudarske rodove, ampak nekoč je bilo pa tu kar veliko rudarjev, veliko se je rudarilo tu spodaj pod nama, mogoče nekaj najprej o zgodovini. Ja, nahajamo se na območju jame Loke. Naj povem, da ta jama Loke je začela delovati po drugi svetovni vojni, tudi ta izvozni stroj, bobenski sistem, kateri je prišla kot ameriška pomoč po drugi svetovni vojni. To je bila jama z centralnim načinom zračenja, to pomeni, da je pač zrak skozi jašek vstopal, prezračil jamo in potem v bližini tudi izstopal na glavnem ventilatorju. Ta jama je bila odprta do 4. obzorja in do 4. obzorja za jaškom, kasneje so pa potem še poglobili do 5. obzorja za upadnikom. Do kdaj pa je tu rudnik deloval? Ja, ta rudnik oziroma jama Loke je delovala do leta 1991, potem pa je bilo 1992 je bila ta jama zaprta. 3 leta kasneje, 1995, je bil tu odprt ta rudarski muzej, takrat imenovan še kot tehnični spomenik. In potem leta 2015 pa je občina Zagorje ob Savi z evropskimi sredstvi, katere je pridobila, obnovila ta muzej, energetsko sanirala. Sedaj je ta muzej razdeljen na 3 dele, bi rekel ta videoprojekcija in pa ta bobenski sistem izvoznega stroja, potem improviziran jamski rov, ki se nahaja za menoj, ter transportna mehanizacija, ki je razstavljena za objektom. No, pogosto se tu zgodi tudi kakšna slovesnost v čast rudarskim rodovom in pogosto so tu tudi povabljena, pobratena rudarska društva. Ja, mi na tem prostoru izvajamo te naše prireditve, predvsem ob rudarskem prazniku 3. julija. Tu imamo to proslavo z skokom čez kožo. Povabimo pa na te prireditve, pa povabimo tudi sorodna rudarska društva in pa vse druga društva, s katerimi sodelujemo. Naj ob tej priliki povem tudi, da sodelujemo tudi z Loškim glasom, Knapovske punce, potem z šolami, osnovnimi šolami, vrtci in pa tudi varstveno-delovnim centrom Zagorje oziroma Zasavje. No, v rokah pa držiš tisto, kar je pogosto gorelo tudi v jamah. Ja, to je bencinska varnostna svetilka, naj povem, oziroma imenovana ziharca po domače. To je pač svetilka, katero so odgovorni prvopisani kopači zmeraj nosili na delovišča. Ta svetilka je vedno gorela na delovišču in pa za to svetilko smo ugotavljali oziroma merili metan. Če se je plamen začel povečevati, to je bil znak, da je koncentracija metana povečala se, takrat je bilo potrebno ljudi umakniti in delovišče prezračiti. Tako, nekako smo se zdaj sprehodili, malce tudi vozili po tej rudarski učni poti. Bili smo skorajda na vseh točkah, pomembnih točkah. To, kar vidimo tu zadaj, sicer ni del učne poti, ampak je pa prav tako pomemben mejnik
ali pa pomnik rudarske tradicije. Ja, tu za mano se nahaja jašek Potoška vas. Naj povem, da ta jašek je bil namenjen predvsem za transport premoga, pripeljanega iz jame Orlek po tračnicah do tega objekta, potem pa na šalo oziroma na etažo in potem se je po tem jašku spuščalo premog do nivoja Kotredeškega rova ter po Kotredeškem rovu na separacijo, kjer se je potem premog separiral. Ko srečaš svoje stanovske kolege, kako jih pozdravljaš? Ja, v Zagorju se še vedno pozdravljamo z rudarskim pozdravom srečno in upam, da se bomo tudi še v bodoče. No, to je praktično vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji Med rudarji. Da smo oddajo posneli, se zahvaljujemo občini Zagorje, potem Rudniku Trbovlje-Hrastnik, potem tudi RMED Srečno Zagorje, potem tudi Borutu Goštetu, SP vodovodne in ogrevalne inštalacije, potem kozmetičnem salonu Petra Izlake in tudi gostišču, restavraciji in pizzeriji Naš hram Kisovec. In ne bom drugače pozdravil kot naš sogovornik. Srečno. Srečno. Pokrovitelj oddaje Občina Zagorje ob Savi. Srečno, lega.